raziskujem, škodne stanje si obujem, rada raziskujem. Teta Sirkoleta. Ljubica, naprej! Pozdravljeno, Sirko. Teta Sirkoleta. Ding dong, ding dong. Hej! Je živijo! Pozdravčko, Sirko. So že? Ne še no. Pridi. Tako, smo že pri teti Sirkoleti in danes bomo nekaj slastnega spekli. Živim. Zagotovo bomo naredili sirno špinačo. Ali pa sirne ribice na žaru, ali pa sirne čevapčiče. Ne, nekaj zelo slastnega. Zato pripravite svoje pridne rokice, predpasničke, dobro voljo in pa lačne trebuščke. Moja teta Sirkoleta pozna recepte za majhne in velike. Začnimo! Takole, dragi moji ljubčki, za slastne čokoladne pirine piškote potrebujemo naslednje sestavine. Takole, za začetek potrebujemo 180 gramov pirine moke. To je lonček in pol. Nato potrebujemo 60 gramov sesekljane čokolade. To je en lonček. Nato še en lonček, torej 100 gramov lešnikov sesekljanih, ščepec soli, sladkorček, 60 gramov sladkorja in pa 120 gramov zmehčanega masla. Dejva, pohitiva, no, tako sem že lačna. Sline se mi cedijo. Potem pa kar začniva. Torej, prvo, kaj morate narediti, je, da date zmehčano maslo v posodo. Zmehčano maslo v posodo. Kar noter, le takole. Zakaj pa imamo lončke? Lončke imamo pa zato, da so sestavine lažje takole za zmeriti, a veš? Ja. Za takšne nas majhne otročke. Saj si prele rekla, da imam recepte za majhne in velike. Torej, naslednja sestavina, ki jo damo noter v posodo, pa je pol sirkolončka sladkorja. Sladkor. Doma lahko uporabite tudi rjav sladkor, ki je bolj zdrav od belega. Rjav ali bel sladkor. V redu, Tako je. pol lončka. Takole, sledi ščepec soli. Se ga sploh ne vidim. Noter je. Ščepec soli. Takole, bravo, Miškolinka, zelo dobro ti gre. Ja, hvala, ja. In v tole maso še vaniljev sladkor. Vaniljev sladkor, to je pa tisti, ko tako zelo lepo diši, a ne? Po vaniliji. Vaniliji, tako je, kar noter. Zelo diši. Kako slastni piškoti bodo tole? To so zelo zdravi in slastni piškoti. Torej, zdaj smo vse sestavine dali semle noter in sedaj, Miškolinka, poglej, takole zapremo in tale naša mašinca Sirkolinca bo zdaj vse skupaj premešala. Mašinca Sirkolinca. Ja, pa čakaj, pa jaz bi. Pazi. Ne tole. Zdaj pa daj na malo več. Na 4, a še več? 5, 6. Bravo! In čakamo, da se sestavine premešajo. Ja, tako je dela, a vidiš? Diši po vaniliji. Že zdaj zelo A so že? Ne, še no, poglej, kaj delava. Šele začeli smo. Ja. Poglej, kako
Mašinca sirkolinca dela takole. Ampak diši pa že. Po vaniliji, veš? A torej niso še. Niso še, kar počakaj. Grem jaz ven se igrati ristanc. Ja, A pokličite me. Takoj. Adijo. Takole, pazi zdaj, takole vzamemo dol. Malček se nam je, takole. Tole vzamemo ven, takole, a vidiš, če se je tudi vam tole zgodilo, kar takole z žličko sestavine postrgamo dol, takole, da ne bo nič šlo stran, da bo čim več piškotov. Zdajle pa v tole zmes, dragi moji ljubčki in ti Miškolinka, damo pirino moko. Pirino zdravo moko, a ne? Lonček in pol imaš pripravljen, a vse to? Vse, kar noter. En lonček? Tako je, bravo. Še pol lončka. Bravo, Miškolinka. Takole. In Kaj pa zdaj? v to zmes damo še sesekljane orehe ali lešnike. Orehe ali lešnike? Zakaj pa prav orehe ali lešnike? A so zdravi? Seveda so zdravi. Orehi so zelo, zelo zdravi, saj delujejo na srček in na možgane, da ti bolje delujejo. A res? In to cel lonček damo noter. Cel lonček. Kako dišijo? In Še najboljša sestavina, vem, kaj je to. kaj je to? Cel lonček čokolade, sesekljane čokolade. Poglejte, cel lonček. Tako je, kar noter jo daj. A lahko malo, ne. Raje ne. Čisto malo, ne. No, pa tako, ja. En košček pa ja, tako. A je dobra? Odlična je in to cel lonček za piškote. Uporabite lahko jedilno čokolado, črno čokolado ali pa navadno čokolado. Mi smo uporabili kar črno čokolado, ker je bolj zdrava. Črno čokolado. Zdaj pa kar začnimo naprej. Torej, vse sestavine sedaj dobro premešamo. Držimo močno posodo, takole kar premešaj. Ušice. Tako, ja. Na koncu še pregnetemo s svojimi rokami. Iz kuhalnice pa potem jaz pojem takole dal. Takole, poglejte, kar močno pritisnemo, da se maslo lepo porazporedi po sestavinah in jih poveže med seboj. To je že zadišalo. Joj, kako lepo diši. Diši, ampak Ne še. Niso še. Joj, pa spet se moram taj ristanc igrati. Ne, Malček, še potrpi, no. Obljubite, da me boste poklicali, prav? Prav. izvoliš, lahko pa tole poskusiš. To je zame. Ja, to je zate, ja. Adijo. Adijo. In sedaj prihaja najbolj zabavni del pečenja. Ja, kako? A ni to, ko pojemo piškote najbolj zabavno? Ja, to je najbolj okusen del. Ampak zdaj bomo pa takole naredili majhne kroglice in jih polagali v pekač. Takole malček zaviham rokave. A ste pripravljeni? A smo pripravljeni? Pa začnimo. Bom jaz prvega, takole. Ko? A takole. Poglejte, naredite približno velikost enega oreha. Tako. In ga malček sploščiš, poglej takole. A ja, tako, se misli, da delamo Ne. kroglice. Takole kroglico narediš in potem jo rahlo sploščiš. Takole, takole. Kako so lepi. Zelo lepi. In položimo jih takole na pekač, tako malček stran drug od drugega, zato ker se med peko napihnejo. Ljubčki moji in draga Miškolinka, Pirini piškoti so pripravljeni. Ja, končno. Zdaj pa samo še v pečico. Pa ne mi, piškoti. Ja, piškote bomo dali v pečico pri 175 stopinjah, jih bomo pekli približno 17-18 minut. 17-18 minut. Pazi, ker je vroče. Vroče. Kako je Kako je vroče. Zelo pazljivi smo, da se ne spečemo.
In da so dovolj narazen, a ne takole na pekaču. Tako. In zapremo. Zdaj pa samo še čakamo. In gledamo. Minut je že mimo in mislim, da so pirni piškoti že pečeni. Aj, lahko vzamem ven. Ja, ampak zelo previdno, kajti noter v pečici je zelo vroče. Joj, pa res je vroče, ja. In krpice imam pripravljene, tako da se ne opečem. Previdno, Miškolinka. Ja. Poglej, kako so lepi. Sirkoleta, a veš, da zelo dišijo? Seveda dišijo, draga. Komaj čakam, da jih poskusim, komaj čakam. Še nekaj moram povedati. Teli piškoti morajo približno 5 do 10 minut stati, da se malček ohladijo in se tako tudi strdijo. In potem jih lahko poskusim, ja. Kam so pa izginili? Še malo mlekca? Teta Sirkoleta, mislim, da vem, kam so izginili najini piškoti. Aj, ti. Ampak saj si rekla, da so zdravi, a ne? Seveda so zdravi, zato lahko pojemo še kakšnega več. Ja, seveda, ja. Pa saj bomo zdaj zaplesali rara ples, a ne? Otroci, a se nam boste pridružili, ha? Ja, pridružite se nam na rara plesu, ki ga bomo vsakič zaplesali, preden se bomo na raziskovalni potep podali. Pleskamo! Bravo, teta Sirkoleta! Radovedna miška sem, rada nove stvari izvim. Prijateljev veliko imam, še tebi svoje znanje dam. Rada raziskujem, škodne znanja si obujam. 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 Rada raziskujem. Bravo in si zaplaskamo! Hvala, otroci, da ste zaplesali z nami in da ste nas spremljali. Naslednjič pa ne zamudite, ker bomo spoznali pravo glasbeno zvezdo. Spremljajte nas. Pozdravčkov, sir! Muša! Rada raziskujem, škodne znanja si obujam. Rada raziskujem.